Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Lepo vas vabimo na prvo adventno nedeljo. Z nami zmolite angel Gospodov. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Angel Gospodov je v znani Mariji. In spočela Svetega Duha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Glej, dekla sem Gospodova. Zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. In beseda je meso postala in med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Besedilo iz knjige preroka Izaija. Ti, Gospod, si naš oče, naš odkupitelj, iz davnine ti je ime. Zakaj si dopustil, Gospod, da smo zašli s tvojih poti? Zakaj si nam zakrknil srce, da se te ne bojimo? Vrni se zaradi svojih služabnikov, zaradi rodov, ki so tvoja dediščina. Davno smo postali kakor tisti, ki jim ne vladaš, kakor tisti, ki ne kličejo nase tvojega imena. O, da bi predrl nebo in stopil dol, da bi se pred teboj tresle gore. Ko si delal strašne reči, ki jih nismo pričakovali, si stopil dol, pred teboj so se tresle gore. Od vekomaj se ni slišalo, mi nismo zaznali, oko ni razen tebe videlo Boga, ki bi kaj storil za tistega, ki ga z upanjem pričakuje. Naproti prihajaš tistemu, ki z veseljem ravna pravično, tistim, ki se te spominjajo na tvojih potih. Glej, ti si se srdil in mi smo grešili. Če bi se vedno držali tvojih poti, bi bili rešeni. Vsi smo postali kakor umazanec, vsa naša pravična dela kakor umazana obleka. Vsi smo oveneli kakor listje, naša krivda nas je odnesla kakor veter. Nikogar ni, ki bi klical tvoje ime, ki bi se prebudil, da bi se te držal. Kajti skril si svoj obraz pred nami, prepustil si nas moči naše krivde. In zdaj, Gospod, si ti naš oče. Mi smo glina, ti si naš upodabljavalec, vsi smo delo tvojih rok. To je Božja beseda. Bogu hvala. razjasni svoje obličje in rešeni bomo. Razjasni svoje obličje in rešeni bomo. Izraelov pastir, poslušaj, ti, ki sediš na kerubih, pokaži se, zbudi svojo moč pred svojim ljudstvom, pridi in nas reši. Razjasni svoje obličje in rešeni bomo. O Bog nad vojskami, vrni se vendar, ozri se z nebes in glej, obišči to trto, varuj, kar je zasedila tvoja desnica, ozri se na sina, ki si ga okrepil zase. Razjasni svoje obličje in rešeni bomo. Naj tvoja roka spremlja moža tvoje desnice, sina človekovega, ki si ga okrepil zase. Ne bomo se odvrnili od tebe, poživi nas, da bomo tvoje ime klicali. Razjasni svoje obličje in rešeni bomo.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Vedno se za vas zahvaljujem svojemu Bogu za Božjo milost, ki vam je bila dana v Kristusu Jezusu, kajti v njem ste vsestransko obogateli v vsej besedi in vsem spoznanju. Pričevanje o Kristusu se je namreč med vami utrdilo, tako da vi, ki pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ne pogrešate nobenega daru milosti. On vas bo tudi do konca utrdil, da boste brez krivde na dan našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim Sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. To je Božja beseda. Bogu hvala. Alleluja, alleluja, alleluja. Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: pazite in čujte, ker ne veste, kdaj pride čas. Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar. Zvečer, o polnoči, o petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem, čujte. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Če ste slučajno pomislili, kako smo si dovolili imeti v cerkvi tudi vernike, naj vas takoj potolažim. Družina Rus je Berila posnela včeraj. Danes smo tukaj samo Patri in Žiga na orglah. Stopili smo torej v adventni čas in današnja evangeljska beseda nas opozarja k budnosti, nas kliče k temu, da bi bili budni. Ampak predno se potopimo v to vprašanje, kaj to pomeni, vas povabim, da za trenutek pomislite, kaj bi naredili, če bi se po nekem čudežu zgodilo, da bi imeli moč, ki jo ima Bog, da bi postali vsemogočni. Kaj bi naredili? Morda kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili? Ali bi kaj spremenili? Bi kaj popravili? Kje? Na kom? Na sebi? Morda drugačne lase, drugačno barvo oči, drugačno višino, drugačno postavo. Bi morda začeli reševati kakšno stvar v svetu. Velikokrat slišimo, če bi Bog v resnici bil Bog in če bi bil Bog tak, kot ga opisujete kristjani, zagotovo ne bi bilo sovraštva, zagotovo ne bi bilo vojne. Kaj bi spremenili, če bi imeli Božjo moč? Če bi imeli Božjo oblast? Namreč, to vprašanje, kakorkoli se zdi po eni strani hipotetično, pa je lepo razmišljati o tem, je pravzaprav resnično vprašanje. Namreč, v današnji priliki, ki jo Jezus pove svojim učencem, imamo
človeka, ki je zapustil svoj dom, šel na potovanje in svojim služabnikom izročil oblast. Vso oblast. Pravi sicer vsakemu svojo tudi vsako odgovornost, vsakemu svoje pravilo, ampak vse jim je prepustil, ko je odšel. Vratarju pa je naročil naj čuje. O kom govori ta prilika? Kdo je tukaj ta gospodar, ki zapušča in kdo so služabniki? Stvar je precej jasna. Gospodar, ki zapušča, je Jezus. Jezus ve, da bo šel, da bo moral v enem trenutku svoje učence zapustiti, ampak ne zavedno. Se bo tudi vrnil. Ampak ko učence zapusti, ko jih bo zapustil, jim bo dal vso oblast. Vso oblast, ki jo je imel on. Da potem v njegovem imenu, njegovi služabniki, v tem primeru apostoli, učenci, uporabljajo, izvajajo to oblast, dokler se Jezus ne vrne. In tudi mi vstopamo v to isto sosledje, v to nasledstvo. Tudi mi smo Jezusovi učenci in tudi nam je izročena ista oblast, kot je bila oblast, ki je imel Jezus. Mi smo dobili Svetega Duha, ki nam daje moč, da v resnici delamo to, kar je delal Jezus. Tisto, kar je zdaj izziv, je to, da morda ne moremo delati čisto popolnoma samo po svoji volji. Ker tudi Jezus ni delal po svoji volji. Za Jezusa je bilo jasno. Njegovo poslanstvo je bilo, da izpolni očetovo voljo. In to na način, ki je očetu všeč. Na način, ki je Božji. Bog ne dela po svoji volji, ne ravna se po svojih kapricah, ampak ga vodi ljubezen do nas, do vsakega človeka, do vsega, kar je ustvarjeno. In v tej veliki, zapleteni ljubezni do vsakega človeka, do vsake osebe in do vsake stvari, Bog krmari in vodi vsakega od nas na način, da nam ljudem ne okrni naše svobode, da nam je ne odvzame, da nam je ne zmanjša in vendar, da nas znotraj tega vseeno vabi, pelje proti tistemu cilju, k kateremu nas želi pripeljati. In ne samo to, nas želi tudi na nek način uporabiti, da smo tudi mi tisti, ki našim bližnjim pomagamo hoditi v to isto smer. V tem je oblast, ki nam jo Jezus zapušča. Da bi molili drug za drugega, da bi se ljubili, kot nas je ljubil on, in da bi v tej ljubezni drug drugemu delali dobro. Ne tisto, kar je prijetno, ne vedno tisto, kar je ugodno, kar prinaša ugodje, ampak to, kar narekuje ljubezen. Kar je lahko včasih tudi težko, kar je lahko včasih morda tudi trdo, ko nam nekdo želi dopovedati, da je bolje, da nečesa ne počnemo, za nas je bolje, pa imamo mi občutek, da imamo vso pravico to delati in da je prav, da delamo. Nekdo, ki nas ljubi, nas bo upozoril. Nekdo, ki nas ljubi, nam bo postavil mejo. Nekdo, ki nas ljubi, nas bo poskusil na vse načine od tega odvrniti. Tudi to je ljubezen. In danes na nedeljo Karitas je dobro, da premišljujemo tudi o tem. O oblasti, ki nam jo je Jezus zapustil, o moči, ki nam jo daje Sveti Duh, in o odgovornosti, ki jo imamo zdaj, ko čakamo, da se Gospodar iz prilike vrne. Da ne bi bili podobni apostoli, ki so, dokler niso prejeli Svetega Duha, velikokrat tudi
zaspali takrat, ko bi morali biti budni. Če smo pozorni v današnji priliki, pravi Jezus takole, čujte, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar, in potem navede 4 trenutke noči. Zvečer, o polnoči, o petelinem petju in ob zori. To so 4 trenutki, v katerih so v času Jezusovega trpljenja učenci zaspali, takrat, ko bi morali čuti. Zvečer je Jezusa izda Juda Iškariot. O polnoči je Jezus v vrtu Getsemani, ko prosi svoje učence, naj molijo z njim, pa zaspijo. O petelinjem petju Jezusa mučijo, Jezusa pretepajo, Jezusa bičajo in mu dajo, in je potem tudi izdan strani Petra, ki se je vendarle pridušal in mu je obljubil, da ga ne bo nikoli zatrl. In ob zori je Jezus obsojen in ni več nikogar, nobenega od njegovih učencev niti blizu. Da bi mi bili malo bolj budni, da bi bili malo bolj čuječi v tem času, ki nas morda tudi, se nam zdi, sej Jezusa še dolgo ne bo. Da bi se nekako zavedli, da Jezus pravzaprav prihaja vsak trenutek. Po ljudeh, ki so nam blizu, po ljudeh, ki so v stiski, po ljudeh, ki so v kakršnikoli potrebi. Prihaja Jezus k nam in želi, da smo z njim, želi, da ga prepoznamo in da mu tudi v teh ljudeh služimo. To je tista naša odgovornost, v kateri smo poklicani. Vsak ima svoje opravilo, pravi Jezus, ko opisuje služabnike. Nimamo vsi enakega opravila, ker nimamo vsi enakih darov in nimamo vsi enakih talentov. In po svoje je to celo prav, ker če bi imeli vse darove in vse talente, drugega sploh ne bi potrebovali. Bi se lahko zaprli in bi bili samozadostni. Ker pa ima vsak od nas drugačen dar, ker ima vsak od nas drugačno odgovornost, lahko na ta način mi drugim služimo s tem, kar imamo mi, in drugi lahko služijo nam s tem, kar imajo oni. Na ta način drugega dopolnjujemo in na ta način v resnici gradimo Božje kraljestvo. S tem, ko služimo, s tem, ko se ljubimo. Da bi torej na današnjo nedeljo Karitas ohranili to zavest, da bi bili hkrati Bogu hvaležni za to, kar dela za nas, in da bi bili hkrati tudi odgovorni za dar, ki smo ga prejeli, da bomo lahko v resnici ves čas čuječi, ves čas budni, da bomo lahko služili, da bomo lahko ljubili, na ta način še tukaj in zdaj gradili Božje kraljestvo in se, kot rečeno, v adventnem času pripravljali na praznik Božiča.